Živijo, moje ime je Matej Gašparič in sem arhitekt in vi poslušate podcast Arhitektovi monologi. Ko z naročniki pridemo v fazo projekta, ko je treba poiskati gradbenega nadzornika, dostikrat slišim od njih: mi poznamo nekoga, smo že veliko slišali od njega in vsi pravijo, da je zelo zajeban. Zdaj, ali je to, da je gradbeni nadzornik zajeban, res tista kvaliteta, ki jo pri gradbenem nadzorniku iščemo? Za gradbeni nadzor smo usposobljeni tudi arhitekti, ampak osebno menim, da je bolj prav in da so tudi bolj primerni za to vlogo gradbeniki ali bodisi izkušeni gradbeni tehniki, gradbeni inženirji. Današnji monolog sem torej namenil temi gradbenega nadzora, oziroma kaj ne bi bile pravzaprav značilnosti kvalitetnega, dobrega gradbenega nadzornika, kakršnega si želite, da bi spremljal in bdel nad vašo gradnjo. Zdaj, gradbeni nadzor je v gradbenem zakonu točno določen. Gradbeni nadzornik nadzoruje gradnjo, da poteka po projektu, pregleduje projektno dokumentacijo, se pravi gradbeni dnevnik, ki je kronološki zapis tega, kar se dogaja na gradbišču, in pa gradbeno knjigo, v katero se opisujejo postavke, ki so potem podlaga za obračun. Njegova odgovornost je sorazmerno velika. Odgovoren je za kvalitetno izvedbo, za izvedbo po načrtih, za varnost na gradbišču. Odgovoren je za korektne izmere in obračune, ki niso v škodo ne investitorju, ne izvajalcu, in pa seveda na koncu skupaj z nami projektanti podpiše vso dokumentacijo za uporabno dovoljenje. Ampak gradbeni nadzornik, ki dela samo to, kar sem zdaj naštel, se pravi, kar je predpisano po zakonu, je seveda korekten, ni pa zame to oseba, ki bi dejansko upravljal vse tisto, kar bi si jaz kot projektant oziroma kar bi si morda tudi naročnik kot gradbenega nadzornika želel. Vsi bi si želeli več in v tem podcastu bom probal osvetliti v par točkah stvari, ki se mi zdijo precej pomembne, ko razmišljate o tem, koga izbrati za gradbenega nadzornika. Ena od prvih in pomembnih stvari gradbenega nadzornika je, da se pravočasno seznani s projektom. To pomeni, da ne, ko se projekt že začne izvajati, ali pa ko smo na uvedbi izvajalca v delu šele gleda, kaj pravzaprav bo nadzoroval, ampak da pravočasno, predhodno načrte pregleda, če je vse v redu, in nenazadnje tudi poda morda kakšne predloge za kakšne izboljšave. V tistem času, se pravi, preden se je gradnja začela, je še čas, da tudi mi na načrtih naredimo še kakšno izboljšavo, kakšno korekcijo, medtem ko gradnja teče, je za to že nekoliko prepozno. Gradbeni nadzornik pride v igro nekoliko kasneje, ko je tandem naročnika in arhitekta že precej uigran. In ne pogosto se mi je pa že zgodilo, da je takrat, ko je prišel, se pravi, ta tretji član ekipe, ali pa četrti, kakor hočete, če štejemo še izvajalca, da je prišlo do tazga, kako bi temu rekel, pissing contesta. Se pravi, da nekdo, ki se je na novo pojavil v nekem timu, v tem primeru gradbeni nadzornik, je skušal dokazati svojo veljavo na način, da je se vtikal v načrte tudi, kjer pravzaprav ni njegova stroka, ki se ga ne tičejo, skušal spreminjati neke stvari, za katere ni bilo potrebe, in tako naprej. Jasno, temu
bi se jaz kot projektant, načeloma pa tudi investitor, želeli izogniti. Jaz mislim, da je ta trio oziroma četvorček, investitor, projektant, gradbeni nadzornik in izvajalec, zelo pomemben, da igra uigrano, da ni eden, kdorkoli tukaj vmes obremenjen z nekimi ego problemi, ampak da vsi pristopajo k projektu konstruktivno. Zdaj, ko smo pri konstruktivnem pristopu, prej sem naštel točno, kaj je po gradbenem zakonu vloga gradbenega nadzornika, ampak vsi bi si pa želeli od njega seveda več. Gradbeni nadzornik kot gradbenik, izobražen gradbenik, izkušen gradbenik, seveda o mnogih stvareh ve bistveno več tudi kot mi arhitekti, projektanti, o kakšni stvari tudi več kot izvajalci. In že prej sem omenil, da bi si želeli, da že v neki predhodni fazi opozori, če so neke predvidene rešitve ne najboljše ali pa celo slabe. Moj ideal je, da se ne distancira od projekta, čeprav to ni formalno njegova naloga, ampak da konstruktivno in vnaprej predlaga te izboljšave, da jih da na mizo, problem, predlaga rešitev in se v njih lahko neobremenjeno pogovorimo in še pravi čas ukrepamo, če je mogoče se da kaj izboljšati. Po drugi strani pa seveda to ne pomeni, da je smisel tega, da se vtika vse, ker arhitekt je z naročnikom dal tekom procesa snovanja marsikaj skozi in neke rešitve so utemeljene na stvareh, ki jih morda on samo skozi svojo gradbeno prizmo ne vidi, in takrat bi seveda človek pričakoval, da posluša, razume, skuša razumeti, zakaj je neka stvar tako, in potem v tem okviru predlagati, če meni, da je še kaj za izboljšati. En moj prijatelj, naročnik, gradbeni nadzornik, je enkrat dobro rekel: fino je, če je gradbeni nadzornik del rešitve, ne pa del problema. In ta stavek najbolje povzame to, kar si v bistvu od njega želimo. Zdaj, na začetku sem omenil, da ljudje dostikrat rečejo, da je fino, da je nadzornik zajeban, da lovi izvajalce na napakah. Sam osebno mislim, da temu ni tako. Cilj gradbenega nadzora zame ni, da lovi izvajalce na napakah, da je do njih nesramen, da vpije na gradbišču ali pa karkoli takega, tega si pa itak sploh ne morem zamisliti. Cilj gradbenega nadzora je, da napake prepreči. Ker kaj pomaga, da je ujel napako, ko je že bila storjena, to napako je treba odpraviti. Dobro, tudi če jo bo odpravil izvajalec, bo šlo to na njegov račun, naročnik morda to ne bo plačal, ampak sigurno to ne bo povzročilo neko blazno dobro voljo pri izvajalcu in hitro se lahko zgodi ta začaran krog, ko potem bo izvajalec pa ta izgubljen denar si kje drugje noter prinesel. Naslednja zelo pomembna naloga gradbenega nadzornika je obračunavanje izvedenih del. To je običajen način obračunov v gradbeništvu, sploh za te klasične gradbenike, ki se reče po situacijah. Recimo, koliko je bilo odkopane zemlje, koliko je bilo narejenega opaža, koliko je šlo armature, koliko je bilo zabetoniranega kubikov in tako naprej. In da je ta obračun korekten, tako do izvajalca, ki je to opravil, kot do naročnika, je potrebno te količine voditi kar natančno in sproti.
Spet moja izkušnja tukaj je, da marsikateri gradbeni nadzornik ta del svoje naloge jemlje nekoliko preveč na lahko, se mu ne posveča toliko, in kot bi se mu po moje moral, in to slej ko prej lahko pripelje do tega, da bo ali na škodi izvajalec ali pa naročnik, kar pa si definitivno nobeden od nas ne želi. Gradbeni nadzornik načeloma ni usposobljen za nadzor nad izvedbo strojnih inštalacij in elektroinštalacij, ampak jasno, na večjih projektih so zato drugi nadzorniki, ki to pazijo. Pri majhnih enodružinskih hišah je realnost taka, da običajno nekega posebnega nadzornika še za ta segment del ne jemljemo. Tudi vsak kvaliteten gradbeni nadzornik je toliko seznanjen tudi s temi področji, da je sposoben nadzorovati izvedbo strojnih pa elektroinštalacij pri navadni enodružinski hiši, oziroma da če je res kje kakšna dilema, neznanka ali pa vprašanje, se takrat kontaktira preprosto projektanta, ki je te inštalacije projektiral, pa on takrat svetuje, kaj bi bilo za narediti, oziroma presodi, ali je nekaj v redu ali ni. Med splošno javnostjo ali pa med investitorji je zelo pogosto napačno mišljenje, da gradbeni nadzornik tudi opravlja operativno vodenje gradnje. To ni njegova vloga, ne po zakonu, in tudi običajno jo ne prevzemajo. Zdaj, pravzaprav moram tukaj prej povedati, kaj je operativno vodenje gradnje. Gradbeni nadzor je, ko je kakšna ključna faza, nadzornik pride tja, mogoče tudi projektant pride tja, izvajalec je tam, se neka stvar pogleda, pregleda, ali je pripravljena, narejena tako, kot je bilo po načrtih, ali pa kot smo se zmenili, in je to. Operativno vodenje gradnje je bistveno bolj intenziven proces. Morda ne, če ste gradnjo oddali na ključ, ker potem bo ta krovni izvajalec skrbel za vse tudi podizvajalce. Če pa niste in imate za vsako fazo ali pa za vsako poddelo nekega svojega izvajalca, potem pa skoraj nujno potrebujete nekega operativnega vodjo gradnje, in to je običajno človek, ki bo takrat v žaru borbe na gradbišču pravzaprav vsak dan, ki bo prišel zjutraj tja in bo ugotovil, da, ne vem, recimo vodovodar, ki je obljubil, da bo za prvej prišel tisti dan na gradbišče, ga ni, in bo šel gledati, kje se je zataknil, zato ker se ve, če vodovodar ne bo ta dan naredil, ko je bilo dogovorjeno, potem jutri knaufarji ne bojo zaprli stene, in če knaufarji ne bojo zaprli, potem lahko kar pozabite, da boste keramičarja, ki ne bo imel pripravljene podlage in vas bo prestavil dobelj v naslednjih tednih, on vas bo prestavil na mesece. Se pravi, gradbeni nadzornik ni operativni vodja gradnje, ker operativni vodja gradnje skrbi, da dela tekoče tečejo in po nekem planu tečejo. Se pravi, skrbi za nek gradbeni menedžment. Kar tudi ni vloga gradbenega nadzornika, uradno, je pa zaželjeno, da v neki predfazi, pred gradnjo, ko se priključi tandemu investitor pa projektant, sodeluje, in to aktivno sodeluje pri izboru izvajalcev. To pomeni, da tudi on pregleda ponudbe, ki so prispele, jih pomaga spraviti na skupen imenovalec, morda v kakšnih primerih celo sodeluje pri pogovorih s potencialnimi izvajalci. In se pravi, z vsemi svojimi znanji pomaga investitorju, pa tudi nam projektantom, da lahko naročnik zbere res optimalnega, price performance optimalnega izvajalca za projekt, ki je pred nami. Torej, če zdaj za konec sam na kratko povzamem, dober gradbeni nadzornik se vnaprej seznani s projektom, nima potrebe po pumpanju svojega ega, konstruktivno in širokogledo sodeluje tudi
pri aktivnostih, ki niso mogoče del njegove vloge po gradbenem zakonu, in pomaga pri reševanju dilem, problemov, morebitnih pomanjkljivosti. Izvajalcev ne lovi na napakah, ampak le te preprečuje in je do njih tudi spoštljiv. Je natančen in korekten pri pregledu in pri obračunih količin, ki so osnova za obračun. Pomaga pri operativnem vodenju gradnje, ni pa to njegova vloga, razen če se tako posebej dogovorite. In seveda, preden se vse skupaj sploh začne, pomaga pri izboru izvajalcev. Naj še enkrat ponovim, torej, dober gradbeni nadzornik ni del problema, je del rešitve. Arhitektove monologe lahko, tako kot tudi arhitektove dialoge, najdete na mojem YouTube kanalu, na Apple Podcasts ali pa na Spotifyju. Vkolikor vas te tematike, o katerih tukaj govorim, zanimajo, bom vesel, če kliknete subscribe, kar vam bo omogočilo, da boste vsakič, ko bo nova epizoda gor, o njej tudi obveščeni. Več o projektih, ki jih omenjam, najdete na naši spletni strani birogašparič.com. Če pa se ob poslušanju tega podcasta komu od vas utrne kakšna ideja, dilema, vprašanje, za katero se mu zdi, da bi jaz znal na njo odgovoriti, ali pa da se tiče teh tem, ki se jih tukaj dotikam, pa je seveda lepo vabljen, da to vprašanje pošlje na mg@birogašparič.com. Bom se potrudil odgovoriti, ali zasebno, če pa bo tema zanimiva, pa morda naredim iz tega tudi celo epizodo. Hvala lepa.